Pozdravljeni. Danes je prišlo do mene eno pismo, ki bi vam ga želela prebrati. In v bistvu to je iskreno pismo, ki je točno zate. Pa te samo prosim, da odpreš srce, lahko zapreš celo oči, ugasneš zunanji svet, se ozreš nase in prosim prisluhni srcem to, kar ti je to pismo namenjeno. Posebno pismo zate danes. Dragi moj, se morda sprašuješ, kaj je z menoj narobe? Sem bolan, bolna? Počutim se tako sam ali sama. Nihče me ne razume. Kaj pa, če to pomeni, da se mi je zmešalo? Imam morda anksioznost, tesnobo, izgorelost? Kaj se sploh dogaja z menoj? Ne razumem dobro. In ker sem mislil, da sem bolan, bolna, sem šel na mnoge diagnostične preglede in so mi rekli, da je vse v okviru normale, da sem zdrav, izvidi so dobri. Zelo čudno. Kako je to možno, če pa se počutim kot cunja? Nimam nobene energije. Komaj funkcioniram. Ne spim dobro in če le zaspim, se zjutraj še vedno vstanem utrujen. Tudi neke čudne občutke imam po telesu. Tišči me v prsih, mi srce neenakomerno utripa, enkrat tako, drugič tako, pa to mravljinčenje, enkrat po rokah, drugič po nogah, tretjič preko glave v usta in občasno se mi zdi, da bom kar skupaj padel, ker se mi vse zavrti, daje me omotica. Tudi megla v glavi in slaba koncentracija sta vedno bolj pogosta spremljevalca. Te moje misli pa se sploh noče ustaviti. Polno glavo imam vsega. Opažam, da občasno težko diham, kot da bi cel slon sedi na prsih in me zelo skrbi, da me bo kap ali infarkt. Opažam tudi, da mi črevesje in želodec rada ponagajata. Refluks, zgaga, slaba prebava, prehitra prebava, vse sorte. Apetit je tako ali tako in ne morem jesti ali pa se bašem. Tudi kepa v grlu se mi je pojavila tu in tam. Se mi je tudi že zgodilo, da sem pristal na urgenci, ker sem imel vse znake kapi ali infarkta, pa so mi rekli, da je z menoj vse v redu, da je samo panični napad, da imam preveč stresa, da me daje psiha in dali so mi pomirjevala. In zaradi vsega tega me zelo skrbi za zdravje, za prihodnost, za službo. Strah me je voziti avto, iti v trgovino, stati v kakšni koloni, biti v čakalnici, se peljati z dvigalom, strah me je višine, smrti, strah me je ljudje reči ne in jih zavrniti. Rušijo se mi tudi odnosi na vseh straneh, v partnerstvu, prijateljstvu in sodelavci. Za povrh pa se še finance rušijo, kot da že vse ostalo ni dovolj. In kdaj bo tega dovolj? Kako lahko to ustavim? Kot da sem na hrčkovem kolesu. Opažam, da sem nagle jeze, kar eksplodiram. Postal sem ljubosumen in že malenkosti me spravijo iz tira. Po drugi strani pa sem zelo občutljiv ali občutljiva in se za vsako figo zjočem in vse me prizadene. Zato, da vse te občutke nekam potlačim, se zatečem v deloholizem, ker potem se tako zaposlim, da se mi ni potrebno ukvarjati s seboj in za vsemi temi občutki. Samo kaj, ko pa se malo ustavim, da sem sam seboj, so ti občutki še vedno tukaj. In je iz dneva v dan v meni manj energije. Očitno korakam v izgorelost. Pogosto ubežim pred seboj in vsemi temi občutki, ko brskam ure in ure po socialnih omrežjih. Če pa še to ni dovolj, pa si privoščim kar preveč opojnih tekočin, da mi je lepo vsaj tistih nekaj ur. Ali pa si prižgem cigareto, morda travico in nekako zbežim sam pred sabo, zbežim pred vso to kruto realnostjo. Dragi moj, to je samo majhen delček zgodb, ki jih vsakodnevno slišim. Da te vse malo potolažim že kar takoj, nisi sam in nisi sama. Če si se našla v nekaterih delih zgodbe in imaš vprašanja, takšna in drugačna, te iskreno povabim, da se prideš pogovoriti.
da izpolniš obrazec za uvodni pogovor in pridi se pogovoriti. Vse je brezplačno, pol urce si vzami časa, da ti posveti ena majhna lučka na to, kar se ti zdaj dogaja. In zakaj bi sploh prišel ali prišla? Zelo si želim, da se naučiš iz sebe zbrisati posledice stresa, tega svežega in tudi tistega daljnega, ki morda se ti zdi, da niti ne vpliva. Želim si tudi, da odkriješ v sebi čim več podzavestnih vzorcev, ki so te pripeljale do točno te točke v svojem življenju, kjer si sedaj. Iskreno si želim, da pridobiš znanje in veščine, kako lahko vse to spremeniš. Na tak način, da služi tebi in da ne izčrpavaš več svoje dragocene življenjske energije. Zelo si želim, da odnajdeš v sebi notranji mir, da lahko umiriš svoje misli, da se počutiš maksimalno vreden, poln moči, energije in da se kvalitetno naspiš. Želim si tudi, da se v tebi znova prižge tvoja lučka, da ti potem lahko osvetljuje življenje, ki si ga zasluži živeti po svojih merilih. Želim si, da ti izginejo vsi telesni simptomi stresa, vsa panika, strahovi, anksioznost. Najprej pa ti bom razložila, od kod in zakaj se v tebi pojavljajo vsi ti občutki. In zakaj to? Zato, da razumeš svoj čustven svet in kako zelo je pomembna tudi čustvena higiena. Higiena na znotraj, ne samo higiena na zunaj. Povedala in praktično ti bom pokazala načine, kako si pomagaš. Predala ti bom orodja, s katerimi si lahko dobesedno življenjsko pomagaš čistiti posledice stresov, ki jih je danes na vsakem koraku mnogo preveč. In povabim te tudi zato, ker je stres med vodilnimi vzroki za nastanek bolezni, tudi kroničnih. Vem, da to že veš, ampak kar 75 do 85% ali mogoče celo še več bolezni je psihosomatske narave, kjer je vključen stres, ki ga doživljamo in naše doživljanje tega. Zato je nadvse pomembno, da slišiš klic svojega telesa, ki ti skuša na vse možne načine povedati, ustavi se, tako ne gre več naprej. In tvoje telo v bistvu ne deluje proti tebi, ampak deluje za tebe, zate. Če pa ti ne poznaš skrivne govorice svojega telesa, boš lahko sebe pripeljal tudi v situacijo, ker pride do bolezni in resnih diagnoz. In takrat lahko padejo težke solze obžalovanja in krivda. Zakaj nisem prišel prej? Zakaj nisem pravi čas poskrbel zase? Zakaj sem toliko delal ali delala? In zakaj mi je vse drugo bolj pomembno kot jaz? In pri vsem tem so zelo pomembne tudi tvoje misli. In če imaš več ali manj negativne misli, kako naj te tvoje telo nagradi za dobrim počutjem? Ker kadar izgubimo zdravje, komaj vidimo, kaj imamo. In takrat dojamemo, da nas neke zunanje materialne stvari, da nas ne morejo osrečiti oziroma da to ni dovolj. Lahko nekoga najameš, da ti kuha, pere, te vozi naokrog in je ob tebi, ko ga potrebuješ. Nihče pa ne obstaja, niti mož, niti žena, niti otrok, niti zdravnik, niti terapevt, ki lahko tvoje stiske ali tvojo bolezen prevzame nase. To pa v bistvu nosimo vsak sam svoje in tako nosiš ti svoje. Tisto, kar je potrebno najprej narediti zase, je, da se najprej pogledaš v oči, si odkrito in iskreno poveš in si priznaš. Ej, dragi moj, draga moja, imava problem. Kaj bova zdaj naredila z temi težkimi občutki? Kaj bova naredila s tem stanjem? In če začutiš, da potrebuješ nekaj več, da hočeš nazaj sebe, svojo energijo, oziroma izboljšano verzijo sebe, te res vljudno in iskreno povabim, da skupaj, počasi, korak za korakom, greva skozi načine, kako se lahko vrneti vse, kar ti največ pomeni. Kako lahko dobiš nazaj sebe, izboljšano verzijo sebe. Pridi, pol ure si vzamem časa zate, je čisto neobvezno zate in neobvezno je zame.
In seveda v pol ure ne bova vsega tega rešila. Ampak dovoli si odpreti srce za te pol ure. Dovoli za pol ure sprejeti roko, ki se ti ponuja. Upam, da to razumeš. Lahko torej najdeš pri meni mehanizme in orodja za samopomoč, kateri si boš kasneje lahko pomagal sam do konca življenja. In lahko, če tako začutiš, greva kasneje tudi skupaj po tej poti. Ti stojim ob strani in te tudi podpiram. V vsakem primeru pa prosim vedi, da si zaslužiš lepo, mirno, sproščeno, zdravo in srečno življenje. Prosim vedi tudi, da se ta pot začne za vsakega od nas znotraj nas. In nihče na svetu ti v resnici ne more pomagati, dokler se sam ne odločiš, da pomagaš sebi. Zato te res iskreno vabim, naredi en čisto majhen korak in to je korak, da se prijaviš na uvodni pogovor. Povezavo ti bomo dali spodaj. Pridi, vzami si nekaj časa, odpri srce, pred pogovorom se pa prosim pripravi. Poglej v bistvu, katere stvari v tvojem življenju te bolijo in jih želel spremeniti in probaj si zamisliti ali zapisati, kakšno rešitev si želiš. Kaj bi si želel, da bi se zgodilo, kako bi se želel počutiti, kako bi želel delovati, kako bi želel razmišljati, kako bi želel, da bi se tvoje telo počutilo. In s tem pridi pripravljen na razgovor ali pripravljena. Torej, napiši in razmisli, kaj je tisto, kar te v tvojem življenju boli, kjer nisi srečen ali srečna, kjer telo ni zdravo ali zdravo, in razmisli, kaj v bistvu si želiš. In ko boš imel to pripravljeno, si res iskreno dobrodošel, da se srečava, bodi si preko telefona, bodi si preko klica, bodi si preko, tudi lahko se osebno vidimo tukaj v Mariboru, lahko pa preko videoklica. Torej, komaj čakam, da ti pokažemo, kako lahko tudi ti greš iz tega, kjer si zdaj, v to, kar si ti želiš. Toplo vabljen.